Živijo, Rebeka. Živijo, Rok, zdravo. Ja, veš, kaj sem najprej ob tem poslušanju, ne? To se pravi, tvoje mogoče bodoče solo plošče, ne, mogoče pa ne. Sem te samo tako hotel vprašati, kaj v bistvu so tvoje inspiracije, če izvzameva glasbo, ne? Mogoče me je to najprej zanimalo, iz kje ti črpaš, kar v bistvu ni glasba, pa če sploh črpaš iz česa takega, ne? Ja, hvala za ta projekt, za solo projekt sem v bistvu črpala večinoma iz zvoka samega. Celoten projekt je v bistvu zgrajen s tem, da se poglabljam in da recimo razčiščujem pojme sama s sabo skozi zvok. Torej, mogoče celo ni bilo, sem se držala stran od teh zunanjih referenc, zunanjih tudi inspiracij. Seveda celotno življenje, vse, kar pride zraven v trenutku samem, je vedno fakt. Ja, ampak mogoče ti ne morem čisto dotično reči, kaj je bilo točno, kaj so bile točno inspiracije. Še enkrat, izven zvoka. No, saj veš, pa so tle spet ali zvok ali glasba, ne. Okej. Ja, mogoče mi je bilo to zdaj kar zanimivo, ko si rekla, da v bistvu v tem samem procesu, ne, da probaš, da razčistiš nekaj oziroma da si mogoče razjasniš ali neko idejo ali v bistvu neki tok, ki pride, ne, tako da mogoče malo bolj še opisan ta, ja, samo ta proces, kako se to odvija v momentu. Ja. V bistvu sem začela s tem projektom že lani januarja, kar pomeni točno 1 leto nazaj. In sem tudi šla v studio, da sem dobila posnetek tega začetne točke, recimo. In potem sem v zadnjih parih mesecih imela tedenske koncerte v Comedy Cafe Amsterdam, kjer sem, torej vsako nedeljo sem imela 1-urni koncert, kjer sem lahko predstavila oziroma sama sebi predstavila oziroma razglabljala, se poglabljala v ta proces. Zdaj, nisem hotela imeti preveč smernic sama zase, nisem hotela na nek način blokirati zvoka oziroma glasbe, da pride sama iz sebe. Iskala sem v bistvu ta izvir v meni, da pride na plano. Ja, totalno razumem. No, saj to je ena stvar, o kateri sem razmišljal, ko sem vedel, da si delala te streame, nisem vedel, da je sicer bilo to že 1 let, ampak občutek za čas mogoče ni najmočnejša stvar, ne, danes, ampak koliko je bil, rečemo, tle, da si prišla do te točke, kjer si zdaj, koliko je bil tle pomemben samo to nenehno ustvarjanje, a veš, že neka stalnica, ki se skozi dogaja. Kaj ti je to pomenilo oziroma kaj se je tle odprlo, ki se prej mogoče ni? Ja, to se mi zdi, da je bila kritična točka. Ta stalnica in posebej enak termin, vedno isti termin. Nekako se je tudi telo in duh, če lahko tako rečem, navadil na tisti določen termin in se je v bistvu že samo od sebe začel lažje odpirati. Ta povezava mogoče z izvirom se je nekako sama začela odpirati oziroma vsaj lažji dostop je bil do nje. Se mi zdi, da je bil to največji uvid te konsistentne. Ja. Saj to je ful dobro, ko si rekel v bistvu, že samo, da se telo navadi iti v bistvu v ta nek, rečemo ponovadi mi temu space oziroma v ta nek kot fizični, mentalni prostor neke zbranosti oziroma
nek tak prostor, ja, v bistvu iskrenega izvajanja, ne, neke glasbe in ko bi rekla še potem, da rečemo, kar mi je bilo zanimivo, ko sem poslušal, ne, to muziko, sem se tako spraševal, ne, v vseh teh odnosih naše osebnosti, kakšni smo kakor ljudje in tudi neke te fizičnosti, ki se mi zdi, da zelo pride pri izrazu pri solo klavirju, ne, in se mi je oboje zdelo, da v bistvu ima ful povezave s tem, mogoče si mi na to že malo odgovorila, ampak ja, daj mi kaj poveš o te fizičnosti igranja klavira, rečemo, ker se mi zdi, da je cela zadeva bila tako kar dosti definirana v smislu registra, v smislu nekih voicingov in tega, in sem dobil sam občutek, da si končno si samo pustila da v bistvu telo igra, ne. Da ni bilo toliko tega, da je bila zdaj, mora biti nujen neka ambicija, ki izvira iz tam, ta glas mora biti to in to in to, ampak da si res pustila te telesnosti, da pride ven, ne. Ja, to je bila definitivno smernica, ki sem jo skozi igranje, dokaj na začetku, že v bistvu verjetno po dveh, treh koncertih, nekaj takega, sem začutila v bistvu to smernico, da mogoče ne rabim torej pritiska dati na telo s te strani, da nekako zablokiram, mogoče, kakor si omenil range, da zablokiram to povezavo z izvirom. Tako da ja, kot sem rekla, sem v bistvu že dokaj na začetku to opazila, za prihodnost pa bi definitivno rada šla tudi zdaj v premike tukaj, da vidim tudi, kje so moje meje, če lahko ostanem v kontaktu s tem izvirom in v bistvu delujem tudi na mejah svoje fizične sposobnosti, osebnosti, kakorkoli že, ja. Ne, čisto razumem, ne. Kako je pa mogoče, ne, tle, zdaj si imela v bistvu to koncerto, ne, v bistvu v istem prostoru, pa tudi, oziroma kako, a imaš kakšno željo mogoče za publiko, ne, rečemo, ob taki muziki, si kaj predstavljaš, kaj naj bi se zgodilo, oziroma si kaj želiš od poslušalcev, ali si kaj želiš za njih, kakšna je ta relacija? Ja, za ta koncert, prihajajoč koncert na Zvončkih in trobenticah in za posnetek iz studia ne bi publiki dajala nobenih smernic, se mi zdi, da edino, da se posluša celoten posnetek oziroma celoten koncert. Ja. Ampak ne pa v kakršnikoli smernicah, če nekdo ob tem poslušanju pobere knjigo in začne brati, je to dobrodošlo, če ima nekdo to pred spanjem za poslušati, je to dobrodošlo, če ima nekdo za kuhanje kave 1 uro, je tudi to dobrodošlo. Torej, kakorkoli se publika v bistvu poveže s tem, na kakršenkoli način je njim naravno, iskreno, se mi zdi najbolj pomembno.